Če bi Jakov Jozinovič izgledal tako. Živijo barabe, če ste mislili, da to leto ne bo več video iz mojih strani, ste se pošteno zmotili. Seveda bodo, seveda bo, no. To leto sem res slabo objavljal, kar se tiče YouTube videov, ker enostavno vam želim servirati zgolj kvalitetno vsebino, oziroma da ima rep in glavo. Ne želim zdaj snemati nekaj v 3 dni, zato vsako leto imam občutek, da manj objavljam. Mogoče sem samo v nekem takem trenutnem razpoloženju, ampak bom probal več. Obljubim, da takoj po novem letu pride en zanimiv video, kjer bom govoril o prodaji avtomobila v Sloveniji, ker to je. Ampak danes bomo govorili o fenomenu Jakovu Jozinoviču. Zdaj tisti, ki živite, ne vem, pod kamni, v jamah, v krošnjah dreves, oziroma ne vem, kje izven civilizacije. Sad žalim ga, a šta sam znao ja. Ti si bila još djevojčica. Jakov Jozinovič je TikTok fenomen, simpatični fant, ki je s poseljevanjem coverja Olivera od Đorđe Balaševića prišel tako daleč, da polni beogradske, hrvaške in slovenske arene. In govoril bom o tem, ali je overrated ali ni, oziroma jaz bom kratek in jedrnat, je overrated ali ni, je overrated, vsekakor je overrated, ampak jaz tukaj zdaj ne bom ocenjeval njegov glas in ali on poje dobro ali poje slabo ali ne vem kako, zato ker zavedam se svojih pevskih sposobnosti in ne bom zdaj ocenjeval njegovih, niti ne bom pljuval po njem in govoril, kaj bo ta neki grd Hrvat, šta će on, naj gre past ovce, naj prodaja šećer pijeno v Biogradu na moru. Ne bom vsekakor žalil fanta. Bolj sem dotaknil ene druge stvari. Vsekakor fant ima lep glas, simpatičen, karizmatičen, dobro energijo ima na odru, kar je zelo pomembno. Če si artist, če nimaš dobre energije, ti lahko poješ ko Adele in ne vem še kdo, ampak če nimaš ti dobre energije na odru, džabe ti ne vem kakšen vokal. Tako da ima vse to, kar mora imeti en performer oziroma glasbenik, ki si želi nastopati. Moje mnenje je, da ni hardcore, ne vem kako poseben, marsikateri fant, ki poje coverje na YouTubeu, na TikToku, je dosti bolj sposoben. Ljubio sam druge, varao sam nju pred svima, bila je ono što se samo jedno ima. Dozvola za ljubav, neke mi bude oduzeta kad sam je. Ampak eden od tisočih je Jakov, ki mu je uspelo priti tako daleč v zelo kratkem času. Seveda na TikToku so te videi, dobesedno ljudje so posiljevali s temi videi. Nekdo, ki ima žilico za prepoznati tržno nišo, je Jakova, bom rekel, izkoristil v to in naredil iz njega super zvezdo. Ampak vseeno pravim, za moje pojme nič posebnega, nič, kar še nismo slišali. Takih kot je Jakov je na YouTubeu iz držav bivše Jugoslavije in na TikToku na tisoče. Ampak, če se vrnem nazaj, eden na 1000, eden na 10.000 mu uspe nekaj takega, oziroma ga prepoznajo pravi ljudje in, bom rekel, skoči na ta vlak tega hajpa in s tem vlakom lepo potuje in osvaja države bivše Jugoslavije in polni dvorane in naredi, da ljudje jočejo in ne vem kaj. Seveda večinoma 90% najverjetneje ima žensko populacijo Jakov Jozinovič. Zdaj začel bom takoj z enim direktnim, takim surovim vprašanjem. Če bi Jakov Jozinovič izgledal tako, ali bi Jakov imel vse to, kar ima danes? Ne. Tista punca, ki je odgovorila ja, jaz bi ga vseeno poslušala, tudi če je bil debel in grd, lažeš, pedi v cerkev, k spovedi, ker si se zlagala. Če bi Jakov Jozinovič bil debel, nesimpatičen, neprivlačen, tako kot jaz, ali pa tako kot nek ostali fant, ne bi imel niti 10% tega, kar ima danes. In če to ni res, naj se strop nad mano zruši zdaj. Ok, preživeli smo strop. Danes, pa mislim, da že kar nekaj časa, ampak vsako leto bolj,
ljudje gledamo glasbo in je ne poslušamo. Enako velja za nas tipe. Če vidimo, da ženska dobro zgleda, tudi če povprečno poje, nam je avtomatsko toliko bolj zanimiva, ker dobro zgleda. Enako velja za ženske. Mogoče za ženske toliko bolj, ker se takoj raznežijo. Moja muca je vlažna, kakor niagarski slapovi. Gledamo glasbo, namesto poslušamo. Zato, ker ti je fant kot tak všeč, dobra energija, lepo zgleda, simpatičen, lepo se obleče, po vrhu vsega še lep glas, so ženske gotove. Mokre in mokre, ok. Zdaj sem uporabil ta šovinistični izraz. Tudi ena stvar, ki me je tako kar zmotila, ko sem bral komentarje, kako so večinoma seveda ženske pisale, pa tudi kakšen moški se je najdel, upam, da si kupil novo torbico Gucci, se ujemajo s tvojimi, se torbica ujema s tvojimi supergami, se. No, kupi zdaj še eno jaknico, lepo, ja, pa kakšno vrutko. So ženske pisale, wow, ta fant res živi za glasbo. A pizdo materno ne. Jaz mislim, da vsak ulični glasbenik živi za glasbo. Ampak kaj je zdaj problem pri uličnih glasbenikih? Ko nekdo sreča uličnega glasbenika, kako on svira kurcu sredi Rima, sredi Kopra, sredi Prage, Varšave, bodisi Bukarešte, prva stvar, ko človek vidi, si misli, kaj ta klošar poje, ne? Ker jaz mislim, da ljudje v večini primerjajo uličnega glasbenika z brezdomcem, kar je zelo narobe. Ni vsak ulični glasbenik brezdomec, in ne vsak ulični glasbenik poje oziroma igra inštrument zato, da se preživlja. Marsikdo dela to za dodaten zaslužek oziroma za promocijo. Dosti uličnih glasbenikov to počne za promocijo. Recimo Damiano David iz Maneskin je bil eden od uličnih glasbenikov in je danes, poglejmo ga, kje je. Takoj, ko ti vidiš nekoga na ulici, kako on poje, greš mimo, kot da je senca, kot da je, poglej, tisto kuzlo, tam je vseeno. Ker avtomatsko, na ulici je svira kurcu, to je karen človek, to je niko in ništa. Da marsikdo iz ulice živi dosti bolj za glasbo kot Jakov. Pri Jakobu se dobiš ti ta občutek, kako on živi za glasbo in kako on da vso strast in ljubezen v glasbo, samo zato, ker fant je simpatičen. Potem takem, nekdo, ki ni simpatičen, ne more živeti za glasbo. Tako razmišljamo mi, tako razmišljamo danes moderni ljudje. In marsikdo, ki igra na ulici kitaro ali poje, živi prav tako ali mogoče celo več za glasbo kot Jakov. Ampak seveda si ne vzamemo čas, kaj bo ta klošar, kar neki poje, ne. Gremo samo mimo. Ko vidimo nekoga, da je lep, da se snema, da ima tu nastop, wow, avtomatsko nam vse te slike dajo nek občutek, kako pa on za glasbo živi. Ni res. Marsikdo, ki ima rad glasbo, ampak ki ni privlačen, ki ni simpatičen, ki ga kamera nima rada, živi za glasbo. Mogoče celo več kot Jakov. Če ti je nekdo simpatičen, če bo naredil to, on živi za to, da premika mezinec. Poglej, purja kod, bi rekla Lucien, moja bivša tašča. To je vsa znanstvena fantastika. Kot je nekdo nam simpatičen, nam je vse simpatično in vse wow, karkoli naredi. Če je pa še nek zvezdnik, pol pa toliko bolj, moj bog, sam Zeus je stopil na tla in zapel pesem. Za glasbo marsikdo živi, marsikdo poje strastjo, ampak je potem vprašanje, ali je ta oseba lepa ali ni. Če je lepa, wow, če ni lepa, je pa, redko kdo, ki ni privlačen in tako simpatičen, mu uspe, recimo Luis Capaldi je eden od takih. Se zaveda, da zgleda tako, kot zgleda, slikal se je v gatah, z debelim trebuhom, z dvojno brado, ampak mu je uspelo. Zakaj? Zato, ker njegov glas je ekstra specifičen. In tukaj lahko govorimo o res posebnem glasu, posebnem stasu in posebnem talentu. Luis Capaldi. Ampak takih, kot je Luis Capaldi, je eden na milijon, verjetno. Ne? Imaš potem tudi Ed Sheeran. Ed Sheeran tudi ne moremo reči, da ne vem, kako zgleda. Ampak zopet, brutalno specifičen glas. Pa še kdo se najde? Ampak takih je zelo malo. Zelo, zelo malo. Sploh, kar se tiče v tej neki pop industriji. Zelo malo. Bom rekel, neki standardi, moraš biti lep, moraš to, moraš ono, moraš imeti nasmeh, moraš levo, moraš desno, moraš gor in moraš dol. In moraš tamo in vamo. Tako da ja, če bi Jakub Jozinovič bil debeluh, ali presuh, ali enostavno njegov obraz ne bi bil privlačen,
nič od tega danes ne bi bilo in danes ne bi posnel tega videa. Sem pa opazil še eno stvar, da kot nekdo poda neko kritiko o Jakovu, pa tukaj govorimo o kritikah, ki niso primitivne, ne, tiste, kaj bo tale, ko je grd, kar neki poje, o tistih kritikah, ki so, bom rekel, na nivoju, ohranjajo nek zdrav okus, ne dobiš občutka, da ga žali, niti ne dobiš občutka, da se posmehuje, iskreno in z nekim bontonom pove, kaj si misli o njem. Se pravi, te ljudje takoj napadajo, da si ljubosumen. Ampak jaz mislim, da so to profili ljudi, ki bi sami radi bili glasni in sami radi povedali svoje mnenje o vseh stvareh, pač, ki se dogajajo, ampak ker ne upajo in se zato počutijo nemočni in potem napadajo ljudi, ki si to upamo oziroma izpostavljamo svoje mnenje javno. Ampak okej, super. Če mislite, da sem ljubosumen na Jakova, super. Evo, sem ljubosumen. Ti dam še 5 sekund, da si to misliš. Zdaj. Ne da se mi čakati 5 sekund, gremo naprej. Hvala Bogu, da si ljudje še upamo javno kaj povedati, izpostaviti se, dotakniti in da uživamo v tej svobodi, ker kakšno bi bilo življenje, da si noben ne upa javno povedati svojega mnenja. Edina stvar, mogoče, ki me pri Jakovu malce moti, je ta, da je na tujih hitih si zgradil kariero. Jaz vedno pravim, če si ti talentiran, če si dober, naredi svojo muziko. Ja, marsikateri glasbenik je začel s coverji in je danes super svetovno znan. Okej, razumem. Ampak Jakov je eksplodiral samo zaradi TikTok norišnice in kaosa. In že je bil na velikih odrih. Koliko ima 2 pesmi ali 1 pesem, ima samo Jakov, ne vem, 1, 2. Se pravi, na tuđim leđima si gradi brutalen uspeh in fila dvorane. Nekdo je garal, da je naredil hit, on ga je posvojil, posilil, zdaj jaz lepo služim pare. Ja, super, delaj coverje, da te ljudje opazijo, začneš delati svojo muziko, zaradi svoje muzike odideš na velike odre in služiš denar. Tako pa, Đorđe, Oliver, ti, lep sem, hop, in si zaslužil že mogoče tak denar v eni sezoni, kot marsikateri glasbenik ni v 10 letih. Tako je to danes. Verjetno so ga pravi menedžeri dobili v roke, oziroma pravi menedžer, in zdaj ga prodajajo kot kos mesa. Me pa zanima, kam daleč bo prišel, oziroma če se bo obdržal ali bo pač pozabljen kot moj robček, v katerega sem si obrisal nos, ker si imel vse odtenke zelene barve v šmrklih in sem ga pozabil nekje pod klopjo v osnovni šoli. Bomo videli. Želim vam srečno novo leto, ne pokat petard, ne biti indijanci. Hvala in čao!